Lep pozdrav tudi v mojem imenu in pa imenu Andragoškega centra Slovenije in soorganizatorja današnjega nacionalnega dogodka. Tako kot je lepo povedala kolegica Zvonka, 10 let, zadnjih 10 let. Vsi prav lepo pozdravljeni, tako gostje, spoštovani gostje, kot seveda dragi kolegi in kolegice. Začel bi jaz tam, kjer je gospa direktorica končala in se majčkeno usmeril in pa osredotočil na izzive, strateške izzive, ki nas čakajo v prihodnjem. Kot veste, vsi skupaj smo nekako na pragu novega desetletja, kjer nas čaka kar nekaj strateških, strokovnih in pa izvedbenih izzivov. Nekaj malega bi tudi rad delil z vami teh ključnih izzivov. Prvi, kot ga je že gospa direktorica omenila, implementacija zakona na tem delu, kjer se govori o javni mreži in pa javni službi, kjer ima nalogo Andragoški center, da pripravi strokovne podlage za izvedbene podzakonske akte, da seveda čim bolj kvalitetno, stabilno, sistemsko umestimo ta del dejavnosti in pa programov, ki so namenjeni, vključeni v javno mrežo v obliki javne službe. Drugi takšen dokument, ki ga imamo pred sabo in Andragoški center pripravlja strokovna izhodišča za pripravo novega nacionalnega programa na področju odraslih za obdobje 2021-2030, kjer seveda je poudarek predvsem premislek, kako naprej. Tistih ključnih strateških razvojnih področjih, ciljih, kazalnikih, ciljnih skupinah, sodelovanju, izvedbenem delu in tukaj, ko ste videli tudi v programu, je precejšen del namenjen tudi tej temi in seveda želimo tukaj, da se vsi aktivno vključimo v razprave, da razmišljamo, da pripravljamo neka priporočila, ki bomo seveda uspešno lahko uporabili pri svojem daljnem delu. Drugo je seveda tudi nekako na področju temeljnih pismenosti, temeljnih kompetenc. Skozi rezultate raziskave PIAAC v Sloveniji, ki smo jo pred leti izpeljali, smo skupaj z Evropsko komisijo in pa OECD-jem pripravili posebno spletno orodje, vprašalnik za individualno testiranje temeljnih kompetenc in spretnosti odraslih, ki ima dodano vrednost potem v tem, da je primerljiva tako z nacionalnimi kot mednarodnimi podatki, ki so izhajali iz te raziskave in seveda omogoča takojšnjo in kvalitetno presojo nivoja določenega posameznika in seveda potem uspešno nadaljevanje njegove kariere, poti učne, izobraževalne na področju nadgradnje temeljnih kompetenc in spretnosti. Na področju informiranja, svetovanja in vrednotenja je seveda naša temeljna naloga, da skozi naše razvojno delo ustrezno vpnemo te modele, orodja, pristope, principe v delovanje javne mreže v smislu temeljne podporne dejavnosti na vseh področjih, vseh modelih in pa za vse namene v izobučenju in izobraževanju odraslih. In seveda tretje področje je področje nacionalnega programa, razvoja nacionalnega programa zagotavljanja kakovosti v izobraževanju, vzgoji in izobraževanju. In naša naloga je, kako sedaj vpeti ta naš sistem, ki smo ga razvijali skozi samoevalvacijo, zunanjo evalvacijo, vsi verjetno poznate naš model POKI, samoevalvacije, da sedaj sinhroniziramo naše rezultate, naš razvoj z nacionalnim sistemom in okvirom in seveda, da dosežemo te sinergije in učinke na področju nacionalnega sistema, ki ga bomo razvili. Na področju promocije, informiranja in informacijskih dejavnostih imamo sedaj nekako prelomno obdobje 25 let tedna vseživljenjskega učenja, kjer je čas za temeljit premislek, kako naprej, pristopi, principi, modeli, kako ta naš res osrednji nacionalni promocijski dogodek razvijati v smislu
strateških dokumentov, priporočil in dosegati tiste ciljne skupine, ki jih še nismo uspeli, kako nastaviti nove modele motivacije, nove modele motiviranja, promocije in vključevanja odraslih v vseživljenjsko učenje. In pa seveda na koncu je tudi tu zopet premislek na začetku nove evropske razvojne perspektive, kako vse te aktivnosti, vse te cilje, vse te prioritete povezati, sinhronizirati v smislu uspešnega črpanja evropskih sredstev v naslednji perspektivi. Danes, v današnjem dogodku, je priložnost tudi za to, da se zlasti na dveh področjih, ki sta nekako nosilni temi, to je nov nacionalni program in pa nova evropska perspektiva, aktivno vključimo v sodelovanje, v razprave, v razmišljanje, pripravo določenih priporočil za odločevalce politik in pa seveda za razvoj teh dokumentov, aktivnosti. In pa seveda zavedamo se, da brez vas, izvajalcev, brez vas partnerjev, nacionalnih, regionalnih in pa seveda lokalnih, je naše delo v bistvu akademsko in naše delo teoretično, brez praktičnih preizkušenj, brez praktične evalvacije in pa seveda ustreznih rezultatov, ki jih lahko opravite le vi v praksi. Tako da želim, da še naprej uspešno sodelujemo, da danes današnje dneva izkoristimo, da dosežemo tisto, po kar smo prišli, da lahko aktivno sodelujemo v teh ključnih premislekih in pa spremembah, ki nas čakajo. Hkrati pa da bo dovolj časa, da neformalno druženje, za pogovore, za razmislek, kako sodelovati, kako naprej delovati na našem področju izobraževanja odraslih in pa vseživljenjskega učenja. Hvala lepa vsem skupaj in želim prijetno in koristno druženje. Hvala.